Dobrodošli vsi novinarji, vsi mediji, ki ste se danes odzvali našemu vabilu na današnjo novinarsko konferenco. Poimenovali smo rak ustne votline. V resnici pa želimo sporočiti to, da se začenja slovenska akcija preventivnih pregledov ustne votline, kar je v tem času zelo pomembno, in tudi sogovorniki, ki so danes z nami, bodo povedali, kaj tudi posledično, na žalost, zaradi covida, zaradi epidemije, ki nas v tem času pač vse pesti in močno zaznamuje tudi v bistvu delovanje v zdravstvu, kaj se na tem področju dogaja, kaj opažajo in zakaj v bistvu smo se te akcije lotili v tem času kljub epidemiji. Tako da mogoče se lotimo kar današnje vsebine. Dobrodošli in hvala za odziv vsem trem sogovorcem, ki so danes z nami. Morebiti dam najprej besedo dr. Krunoslavu Pavloviču. Se opravičujem. Krunoslav Pavlovič je doktor dentalne medicine, predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije. Pa morda vi najprej poveste, doktor Pavlovič, zakaj je ta preventivna akcija, kako obsežna je, kaj obsega, zakaj smo se odločili za to? Ja, lepo pozdravljeni, z veseljem vas danes pravzaprav pozdravljamo s to temo, s katero opozarjamo tudi na posledice nedelujočega zdravstvenega sistema na drugih področjih zdravstva, ki ni direktno povezano seveda z boleznijo COVID-19 in pravzaprav tudi na tem področju skušamo iskati kot stroka rešitve. Zavedamo se, da COVID ni edina bolezen tega časa in da so posledice drugih kroničnih bolezni ter raka ravno tako lahko usodne. V zdravstveni politiki je ustno zdravje pogosto zanemarjena tema, zato je po pravilu nikoli ne srečamo kot prioriteto odločevalcev v zdravstvenih sistemih. Globalne potrebe po obravnavi ustnih bolezni bistveno presegajo trenutne modele zobozdravstvenih sistemov in politik preventive na področju. Pri odločitvah v zdravstvenih strategijah, zdravstvenih tudi politikah in tudi v zdravstvenih sistemih kot takih je ustno zdravje pravzaprav in tudi zobozdravstvo kot poklic pogosto izpuščeno. Zdaj nekaj pomembnih podatkov. Ustne bolezni so ene med najpogostejšimi boleznimi na svetu in prizadenejo 3,5 milijarde ljudi. Imajo tako zelo resen zdravstveni kot tudi ekonomski učinek. Ustne bolezni so nenalezljive bolezni in v večini tudi preprečljive, a imajo še vedno veliko prevalenco ter odražajo predvsem velike socialne, ekonomske razlike v populaciji. Kot večina nenalezljivih bolezni je ustna patologija kronična in močno socialno pogojena. Rak ustne votline kot tak sodi v skupino nenalezljivih bolezni in je tako močno socialno-ekonomsko pogojen. V državah z velikimi prihodki se trenutno kurativno usmerjeni modeli zobozdravstva ne spopadajo z vzroki ustnih bolezni in ne rešujejo neenakosti v populaciji. Izrazito se kažejo socialno-ekonomske razlike. V državah z nizkimi oziroma srednjimi dohodki pa večina ustnih bolezni ostane nezdravljenih predvsem, ker stroški zdravljenja presegajo finančne vire, ki so pravzaprav na razpolago. Tako ustne bolezni predstavljajo velik globalni javnozdravstveni problem, ki povzroča tudi veliko ekonomsko breme, tako se pravi samemu prebivalstvu, družinam, kot tudi samemu zdravstvenemu sistemu. Znano je, da je rak ustne votline med 15 najpogostejšimi raki na svetu in pri Zdravniški zbornici Slovenije se močno zavedamo, da bolezen COVID-19 ni edina bolezen v letu 2020, je pa zelo resna, saj ogroža obstoj trenutnega zdravstvenega sistema in posledično se pravzaprav celotni sistem ukvarja večinoma le s to problematiko. Kot so številni strokovnjaki opozorili, v naši sredini obstajajo vse ostale kronične bolezni in raki z enako incidenco, kot je bila ta v letu 2019. Določene bolezni mogoče celo z večjo, kajti COVID-19 v letošnjem letu je spremenil način našega življenja. Slednji je poudaril določene druge rizične faktorje, ki poslabšujejo recimo klinično sliko ali pa povzročajo raka na novo ali pa kakšno drugo kronično bolezen.
S to odgovornostjo smo se pravzaprav pri odboru za zobozdravstvo na pobudo kliničnega oddelka maksilofacialne in oralne kirurgije UKC Ljubljana lotili projekta, kjer bodo kolegi zobozdravniki opravljali dodatne preventivne preglede z namenom odkrivanja zgodnjih rakavih sprememb v ustni votlini. Ker se hudo zavedamo, da je zaradi enostranskih odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje dostop do zobozdravstvenih storitev dodatno omejen v letu 2020, smo zaprosili za dodatno financiranje teh programov, kjer pa nas je, tukaj moram poudariti, Zavod za zdravstveno zavarovanje končno slišal. Gre pravzaprav za namensko porabo sredstev, ki delujejo preventivno, tako srednjeročno kot tudi dolgoročno in tako zmanjšujejo porabo javnih sredstev iz zdravstvene blagajne. Zaradi te dejavnosti ne bodo trpeli redni programi, ki so ravno tako zelo pomembni za preprečevanje kariesa in parodontalne bolezni. Še posebej pa recimo parodontalna bolezen, kot vemo, ima zelo lahko tudi obsežne sistemske vplive. To novinarsko konferenco bi rad izkoristil tudi, da izpostavim še en projekt, in sicer to je Ustno zdravje, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije, kjer kolegi zobozdravniki preventivno ozaveščajo prebivalstvo o pomenu ustnega zdravja in kako lahko sami pripomorejo k večanju lastnega ustnega zdravja. Na ta način spodbujamo pravzaprav prebivalstvo k večji zobozdravstveni pismenosti in vse te vsebine so prebivalstvu dostopne na Facebook profilu Ustno zdravje ter spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot odbor za zobozdravstvo pozdravljamo tako reševanje problemov v zobozdravstvenem sistemu in se pravzaprav veselimo konstruktivnega sodelovanja v prihodnjem letu, da se bomo lahko skupaj tako z Ministrstvom za zdravje kot z Zavodom za zdravstveno zavarovanje pogovarjali o oblikovanju košarice zobozdravstvenih storitev, ki bo dejansko odgovarjala potrebam prebivalstva in bo kot taka najbolj učinkovita v smislu preventive ravno teh kroničnih bolezni ustne votline. Hvala. Najlepša hvala za uvod. Dr. Pavlović, zdaj, kje bodo potekali te preventivni programi, se je na začetku vrtela tudi prezentacija s termini, lokacijami in kontakti. Te informacije vam bomo potem tudi posredovali po elektronski pošti na željo, če mi boste napisali mail na naš mail. Gremo k naslednjemu govorcu, to je primarij Vojko Didanović, doktor medicine, specialist maksilofacialne in oralne kirurgije, specialist otorinolaringolog, vodi maksilofacialno in oralno kirurgijo. Danes me malo glas muči, je to kaj lahko narobe, iz Kliničnega centra Ljubljana, malo se hecam. Primarij Didanović nam bo povedal, kaj letos opažajo na kliniki, kaj se tam dogaja, kakšne so številke odkritih rakov ustne votline, zakaj je pomembno zgodnje odkrivanje in kako to vpliva potem tudi seveda na preživetje teh pacientov. Na vašo hecanje, dober dan tudi z moje strani. Hvala Zdravniški zbornici, hvala odboru za zobozdravstvo in Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da so se v bistvu odzvali na našo pobudo oziroma na naše opažanje, da smo ena od tistih strok, ki imamo težave z dotokom pacientov z nevarnimi boleznimi, ki lahko dolgoročno v bistvu ogrožajo njihovo kvaliteto življenja in tudi prispevajo k tistemu presežku smrti v populaciji, o katerem zdaj tako radi govorimo v teh časih. Vaš slab glas je seveda lahko zaradi covida, lahko pa ni, to je nenavadna bolezen, ki se kaže na zelo različne načine, ampak vsekakor to ni eden od tistih znakov oziroma tistih simptomov, ki bi zelo kazali na covid. Če se vrnem k raku, rak ustne votline oziroma širše gledano rak glave in vratu je v bistvu ena od pomembnih dejavnosti maksilofacialne kirurgije. V Sloveniji v zadnjih 30 letih opažamo relativno stabilno
število teh rakov glave in vratu, okoli 450 jih je, od tega ustni votlini v ožjem smislu pripada okoli 150 rakov. In iz teh stabilnih številk smo v bistvu letos opazili na maksilofacialni kirurgiji, da približno 30% manj, da imamo približno 30% manj odkritih rakov. In nas pač to skrbi. Rak ustne votline ni bolezen, ki bi nastala z danes na jutri. To ni neka akutna težava, ki bi se danes zgodila, pa bi jutri pripeljala bolnika k njegovemu zdravniku ali zobozdravniku, ampak je pač posledica nekih dejavnikov, o katerih bo doktor Dovšak verjetno govoril, in se pač nekega dogajanja v zadnjih 30 letih. In eden od problemov tega raka ustne votline je, da ne dela težav. In zato tudi v času, ko smo vsi okupirani s tem, z covidom, pa z vsemi smrtmi in z vsemi težavami in z možnostjo infekcije in z izolacijami in tako naprej, pač ljudje preprosto ne smatrajo, da je neka sprememba na sluznici ali pa neka težava v ustni votlini tista, ki jih mora ta trenutek pripeljati k zdravniku oziroma zobozdravniku. Problem pa je očitno, da ta epidemija traja zdaj že praktično celo leto in v enem letu se pa seveda pri nastalih spremembah na sluznice tudi te spremenijo in napredujejo. Problem raka je, da takrat, ko dela težave in takrat, ko pa mislimo, zdaj pa res skrajni čas, da grem k zdravniku, da to že predstavlja napredovalo bolezen. Kot pri vsakem drugem raku je tudi tukaj tako, da pač bolj je napredovala bolezen, več je potrebno zdravljenja, večja je mutilacija zdravljenja in pa slabše je možnosti preživetja. Zato nas v bistvu to 30% zmanjšanje incidence raka, ki jo opažamo pri nas, skrbi. Skrbi nas, da ko bo enkrat prišel ta val, ko se bo enkrat odkrilo teh dodatnih 30%, da bojo ali taki, ki jih ne bomo več mogli zdraviti, ali pa ki jih bomo zdravili z slabimi možnostmi ali pa slabšimi možnosti za preživetje in z večjimi posledicami zdravljenja. Tako da podpiramo to akcijo, želimo, da čim več ljudi se oglasi na preglede. Ena od dobrih stvari tega raka v področju ustne votline in ustnega žrela je, da je zelo preprosto ga odkriti. Samo nekdo mora pogledati v ustno votlino, odmakniti lice, odmakniti jezik, stisniti jezik, pogledati in se da odkriti. Tako da zelo kratek in preprost pregled nam bo zelo pomagal. Hvala. Toliko zaenkrat z moje strani. Najlepša hvala, primarij Didanović. Verjetno potem še vrsta vprašanj, ki sledijo strani novinarjev. In gremo še k današnjemu tretjemu sogovorcu, asistentu doktorju Tadeju Dovšaku. On je doktor medicine in doktor dentalne medicine, je prav tako specialist maksilofacialne in oralne kirurgije in prav tako zaposlen na kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v kliničnem centru. Vas poprosim, da mogoče nekaj več besed poveste o samem raku ustne votline, morebiti kako izgleda. Vem, da imate pripravljene fotografije, dejavnikih tveganja, kako prepoznati, da pri neki spremembi v ustih pa vendarle lahko gre tudi za rak ustne votline. Prosim. Dober dan še v mojem imenu. Najlepša hvala za povabilo. Tudi jaz bi se rad najprej zahvalil v bistvu Zdravniški zbornici, Odboru za zobozdravstvo in pa ne nazadnje seveda tudi ZZZS-ju in pa ministrstvu, ki so nas tukaj slišali. V 2 mesecih smo uspeli eno veliko delo narediti, kar gre velika zasluga za to definitivno Odboru za zobozdravstvo in pa zbornici, tako da v tem pogledu se jim najlepše zahvaljujem, seveda pa tudi ZZZS-ju in ministrstvu, ker so imeli posluh za to. Kot rečeno, rak ustne votline, kakor je že primarij Didanović povedal, je problem svojevrsten zaradi tega, ker
Simptomi, ki jih lahko čutimo, so relativno neznačilni, od tega, da morda se določeni protetični izdelki v ustih ne prilegajo več tako, kot bi se lahko, do blagih bolečin ob požiranju, do tega, da čutimo, da je nekje na jeziku nekaj drugače. Nažalost se sama bolečina in pa oteklina, občutek otekline ali pa recimo otekanje že na vratu, ki lahko pomeni metastazo, pojavi relativno pozno. Drug paradoks, ki ga pa vidimo, je, pa kot je bilo že rečeno, 90% raka ustne votline nastane na 20% površine ustne votline, kar pomeni, da če mi pogledamo ta bazen sline, ki ga tvori ustno dno, lateralni rob jezika in pa čeljustnični grebeni spodnje čeljustnice, odmaknemo lice in vse to pregledamo in pretipamo, bomo odkrili 90% tega raka v ustni votlini. Drugo dejstvo je, da 60% raka, ki ga pa dobimo v prvi pregled, je pa že v napredovani obliki. Kar pomeni, da ljudje ali skoraj da gotovo ne pridejo dovolj hitro do zobozdravnika, le redko so morda kakšne, ali zdravnika, le redko so morda kakšni primeri, ko bi se kaj dalo narediti prej, pa se je zadeve predolgo opazovalo. Glede na letošnji upad, ki ga vidimo, teh 30% in na dejstvo, da nam 70% vseh bolnikov pošiljajo ravno zobozdravniki, menimo, da je prav nedostopnost oziroma verjetno tudi lastna odločitev ljudi, da se ne bodo v teh časih izpostavljali in šli v ambulante zaradi nečesa, kar je relativno neznačilna sprememba v ustni votlini, razlog temu, da te bolniki do nas letos ne pridejo. Zdaj, kaj so tiste spremembe, na katere bi radi bili, da so ljudje pozorni, tudi sami, ko si umivamo zobe zvečer, zjutraj, pred ogledalom, lahko pogledamo v ustno votlino in pač vidimo določene spremembe. Lahko gre za tako imenovane premaligne spremembe, ki so lahko ali bele ali rdeče lise po sluznici in ki jih je potrebno prav tako pogledati in opredeliti s strani strokovnjaka, kot pa že tudi jasni primeri ustnega raka. Zdaj, če pogledamo nekaj najbolj osnovnih primerov, upam, da se to zdaj vidi. Andreja, se vidi? Se pravi, imamo vsaka sprememba v ustni votlini, ki izstopa iz tako imenovane lepe, sijoče, vlažne sluznice, potrebuje neko opredelitev. In tukaj so tipični primeri ustnega raka, se pravi, potem, ko je šlo že veliko narobe. Imamo tako imenovano ekzulcerirano sluznico, ki je hrapava na vtip in v tem primeru recimo še za relativno dobro omejenost proti normalni sluznici. Potem imamo pa drugi primer recimo na alveolarnem, se pravi na čeljustničnem grebenu spodnje čeljustnice, kjer je videti tako imenovani tipičen ulkus z spremenjeno sluznico tudi v okolici. Vidimo te bolj temno rdeče areale in sama omejitev proti normalni sluznici, ki jo recimo vidimo na tem zgornjem levem delu slike ali pa na zgornjem delu slike, je izgubljena. Potem je lateralni rob jezika, kjer vidimo v bistvu neko razjedo, ki z relativno dobro omejenostjo v zadnjem delu in pa nekoliko slabšo omejenostjo v sprednjem delu. Se pravi, vse to so neke spremembe, ki potrebujejo dodatno opredelitev in dodatno opredelitev se izvede pri specialistih na oralne kirurgije, parodontologije ali pa maksilofacialne kirurgije na sekundarnem ali pa na terciarnem nivoju, potem, ko to nekdo na primarnem nivoju pogleda in opredeli kot sumljivo in pošlje naprej. In ravno to je namen teh pregledov, ki se bodo izvajali. Se pravi, da ljudje, ki imajo nekaj v ustih, kar se jim zdi čudno,
ali drugače, ali boleče, ali kakorkoli pridejo na pregled na primarni nivo, jih nekdo pogleda, opredeli to kot sumljivo ali nesumljivo in pošlje v tistih primerih, ko je to pomembno, naprej. Recimo, to so še podobni primeri tudi v licu, kjer vidimo, da je iz ene takšne belkaste spremembe v sprednjem delu, ki je lahko bila verjetno pred leti levkoplakija, se pravi neka bela lisa po sluznici, ki velja kot premaligna sprememba, ki pa se lahko v določenem nizkem procentu sicer z leti spremeni v rakavo spremembo in v tem delu evidentni karcinom. V ustnem dnu spodaj ob slabi ustni higieni in pa na lateralnem robu jezika. Zdaj, kaj povzroča te spremembe, a ne? Se pravi, glavna etiološka dejavnika sta alkohol, se pravi, in kajenje. Se pravi, tipičen bolnik z rakom ustne votline je recimo 1,5 proti 1 do 3 proti 1 je razmerje za moške proti ženskami. In tipično so to bolniki, ki so starejši od 50-55 let, že dalj časa kadijo in pijejo. Se pravi, 90% raka ustne votline je ploščatocelični karcinom in tole so bili vsi primeri, ki smo jih prej videli, primeri ploščatoceličnega karcinoma in približno tudi toliko, približno 85-90% naših bolnikov je ali bivših pivcev in kadilcev ali pa še aktivnih pivcev in kadilcev. Tako da ideja je, da bolniki, ki dolgo časa oziroma osebe, ki dalj časa že niso bile pri zobozdravniku ali pri splošnemu zdravniku, ki seveda prav tako pogleda v ustno votlino in ki imajo občutek, da je v ustni votlini nekaj narobe, se zglasijo na te preglede in da jih nekdo pogleda v ustno votlino in da probamo odkriti teh 30% manjkajočih bolnikov, ki seveda nekje so. Zdaj, ni ideja, da bodo ljudje hodili, ki drugače nimajo opredeljenega zobozdravnika, na te preglede in upali, da bo s tem rešen njihov problem. To ni namen tega, verjetno bo o tem še dr. Pavlović še kaj več povedal, ampak kle je osnovni namen resnično samo screening za rak ustne votline in na tem se bo pač probali čim več delati. Tako da z moje strani tudi zaenkrat tole in Andreja, predajam besedo vam. Hvala vam. Najlepša hvala. Mogoče, dr. Pavlović, če vi, preden začnemo z vprašanji, nekaj jih je tudi že prišlo, nekaterih bojo zastavili v živo, če poveste, kdo bo izvajal te preglede, kje, v kakšnem časovnem obsegu, kako bo potekalo naročanje, skratka, te osnovni napotki, ki so pomoč ljudem. Ja, hvala za vprašanje. Pregledi bodo potekali enkrat tedensko, en ordinacijski čas, to pomeni 6 ur in pol v 4 ustanovah, ki so navedene v tabeli, Zdravstveni dom Murska Sobota, Ljubljana, Novo mesto in Nova Gorica. Preglede bodo opravili splošni zobozdravniki in vidim, da je bilo vprašanje tudi, če bodo to opravljali družinski ali kateri drugi zdravniki. Ta pregled načeloma opravi na primarnem nivoju zobozdravnik. Ko zobozdravniki delamo redne letne preglede, seveda vsakič tudi pogledamo ustno sluznico in ti pacienti, ki redno hodijo na preglede, če v tem obdobju letošnjega leta niso prišli na pregled in pač so zaznali kakšno spremembo v ustih, ki se pravi ni spremenila in je nekaj podobnega, kot je pokazal dr. Tovšak, potem je smiselno, da obiščejo to ambulanto. Kot sem omenil uvodoma, smo se potrudili, da se te pregledi opravljajo izven rednega programa, to pa zaradi tega, da ne bi se pravi še dodatno zmanjševali dostopnosti do ostalih zobozdravstvenih storitev. In ravno zato je pomembno, da se na te preglede predvsem naročajo pacienti,
ki se prepoznajo v teh slikah in pa z problematiko, ki jo je dr. Dovšak omenjal. Za vse ostale zobozdravstvene storitve pa še vedno naprošamo, da se obrnete na svojega osebnega izbranega zobozdravnika. To pomeni, če vam je izpadla plombica, se pravi, da imate težave s krvavenjem dlesni in podobno. In te storitve, se pravi, skušate opraviti v sklopu rednih programov. Najlepša hvala. Bi mogoče dr. Didanović tudi še kaj dodali na to vprašanje, ki ga je zastavila Urša Blejec v diskusiji tukaj v chat? Ja, seveda. Vprašanje je zdaj, eno stvari, ki sem rekel, je, da rak dolgo časa ne boli. Rak začne boleti takrat, ko je velik, takrat, ko je napredoval, ko začne pritiskati neke stvari, neke strukture, ki bolijo. Tako da v bistvu v zgodbi o raku nas zanima odstopanje od normalne sluznice. Normalna sluznica v ustni votlini, v ustnem žrelu, pa tudi drugje po zgornjem aerodigestivnem traktu je vlažna, rožnata, mehka, gladka, sijoča, tako kot jo je opisal Tadej. Če to kakorkoli odstopa od tega, ali da je bela, ali da je rdeča, ali da je hrapava, ali da je črna, modrikasta, je pač to potrebno pregledati. Take spremembe so lahko zelo mehne, tudi dolg časa trajajo, lahko že jih imajo ljudje leta in leta, pa v njih ni raka, ampak pač lahko pa se v eni fazi spremenijo v rak. In tisti, ki imajo takšne spremembe, sodijo na tak pregled. Ne samo tisti, ki imajo bolečine, ampak taki, ki imajo spremembe sluznice, ki stopajo od normale, od tega, kar sem opisal. Načeloma, kdo to zdaj izvaja? To pač izvaja seveda vsak zdravnik oziroma zobozdravnik, pri kateremu pride ta bolnik pokazati takšno sluznico, takšno spremembo. V tej akciji mi v bistvu naslavljamo v glavnem zobozdravnike in tako kot je rekel dr. Pavlović, se bojo pač te preglede delali v glavni oni. Ampak drugače pa kot klic za to, da pač je treba ustno votlino pogledati, da je treba dvigniti jezik, da je treba stisniti jezik, da je treba pogledati ustno žrelo, da je treba pogledati celotno ustno sluznico, pa velja seveda za vsak pregled ustne votline in ustnega žrela in za vse, ki te preglede upravljajo. Problem je danes v bistvu, da primarna medicina v veliki meri deluje na telemedicini, da v bistvu ni več tega neposrednega stika med pacienti in med zdravniki in da pač pacient, ki bi mogoče rabil recept, pa bi pokazal, da tukaj se mi še nekaj pojavilo v ustih, a bi še to pogledali, pač v bistvu te možnosti niti nima. Ja, seveda na ta del o maskah, pacienti seveda pridejo v ambulanto z masko, ampak pri pregledu ustne votline je potrebno masko seveda sneti. Jaz tudi sicer zagovarjam, da pacienti, ki so zdravi in če ima osebje v ambulanti primerna osebna varovalna sredstva, da moraš pacienta videti v obraz, da moraš videti vrat, da je to pač bolj pravilno. Da so to pač neki standardi, od katerih pač tudi v teh časih ne bi smeli odstopati, če ni nujno potrebno. Najlepša hvala. Jaz sem zaprosila, da bomo še enkrat zavrteli tudi seveda tabelo s kontakti, ki si jih lahko zapišete. Zdaj pa je trenutek in čas, da postavite tudi še vprašanja. Po chatu zdaj drugih vprašanj ni. Mislim, da smo odgovorili na vprašanja, ki so bila zastavljena. Tako da vabljeni novinarji, da zdaj vprašate tudi še vi. Ni vprašanj? Dober dan, Simona Pfeiffer z Dela. Lep pozdrav. Pozdravljeni. A mi lahko poveste, kakšna pa je torej možnost ozdravitve ljudi, ki pridejo k vam v pravem času? Hvala. Vojko, boš ti?
ne vem, kako vas zanima, kaj v procentih ali ne. Možnost ozdravitve je seveda zelo dobra, pri tistih, ki pridejo z začetnimi raki, so ti raki ozdravljivi praktično 100%, z minimalnimi posledicami. Ampak govorimo pač o majhnih začetnih rakih, ki so samo lokalizirani, pri katerih še ni metastaz na vratu, oziroma se ne širijo kje globlje v okolico. V onkologiji pač so ti raki glede na razsežnost bolezni rangirani, in v najslabši skupini z napredovalimi raki se preživetje, kljub vsem zdravljenjem, ki ga imamo danes, ne samo kirurškem, tudi radioterapijo, kemoterapiji, zmanjša na približno 60%. Ampak v bistvu ne gre seveda, ko govorimo o raku, vedno za preživetje. Gre pa tudi za kvaliteto življenja in danes lahko seveda z dobro kirurgijo, z dobrim zdravljenjem, z dobro rekonstruktivno kirurgijo ponudimo tudi dobro kvaliteto življenja, ampak je v vsakem primeru bistveno slabša, kakor pa pri zdravljenju napredovalega raka, kakor pa pri začetnih rakih. Tako da želimo dobiti. Raka se ne da, nikoli ne zgine. Nikoli ni, da bi, ko pacienti včasih pridejo, pa ne verjamejo, da imajo raka, saj veste, po internetu si lahko ljudje danes marsikaj preberejo, pa bojo z takšno ali drugačno dieto zdravili raka in tako naprej. Jaz v 30 letih še nobenega pacienta nisem videl, ki bi mu histološko verificirali, dokazali, da ima rak, pa da bi ta rak sam po sebi izginil ali pa za kakršnokoli ne medicinskim ali alternativnim zdravljenjem. Tako da prosimo vse tiste, ki spremembe imajo, ki jih skrbijo, oziroma ki imajo spremembe, kot jih opisujemo, da pridejo, da jim to zdiagnosticiramo, da se pustijo zdraviti in pač jim tako ponudimo, bom rekel, največjo možnost ozdravitve in pa najboljšo kvaliteto življenja. Bi morda, doktor Dovšek, še vi kaj dodali na to vprašanje ali gremo k naslednjemu vprašanju? Ne, hvala, saj mislim, da je primarij že vse povedal, tako da... Še kakšno vprašanje? Primarij je znan po tem, da veliko govori, da ga ne morete ustaviti, tako da meni boste mogli mikrofon izklopiti, če hočete, da bom nehal govoriti. Mislim, da bo najboljše, da Kruno odgovori na tole zadnje vprašanje v chatu, a ne? Ja, celoten projekt smo zastavili pravzaprav pred 2 meseci. Se pravi, strani zdravniške zbornice nekako imamo tedenske, če ne celo 2-krat na teden, sestanke z vodji zobozdravstva v 9 zdravstvenih večjih domov v državi, kjer spremljamo epidemiološko situacijo v zvezi s COVID boleznijo in pa seveda stanje v samih ambulantah. In na tej platformi pravzaprav smo pozvali zdravstvene domove, da bi se vključili v to akcijo, glede na število pričakovanih odkritih rakov in pa glede na ful financiranje strani zdravstvene zavarovalnice, smo nekako dali predlog, da se 4 ustanove, ki so nekoliko večje, vključijo v te preglede. Tako da te 4, ki so se v bistvu same prijavile na ta projekt. Seveda v prihodnjem letu, če se bo epidemija nadaljevala v smislu, da bo omejevala dostop do zobozdravstvenih, tudi zdravstvenih storitev, bomo resno razmislili tudi o nadaljnjih načinih financiranja in dejansko uvajanju tovrstnih pregledov ali pa programa kot neko stalnico. Če pač dejansko bi zaznali, da nam take spremembe uhajajo iz rednih programov. Najlepša hvala. Še vprašanja novinarjev? Ne?
Mogoče bi jaz samo sekundo dr. Didanoviča dopolnil, zakaj pravzaprav gre. Omenil je, da neki enostavni kirurški posegi lahko prekanceroze, se pravi stanja, ki še niso raki ali pa zelo omejeni raki, rešimo z navadnim izrezom. In to dejansko predstavlja majhno obremenitev za zdravstveni sistem. Nek napredovalni rak pa dejansko potrebuje multidisciplinarno obravnavo in vključevanje številnih timov. In to pa zelo dodatno obremenjuje, se pravi, zdravstveni sistem. In zato je to zelo pomembno, da mi res v prvih fazah probamo ugotoviti te spremembe in da lahko še predno rak napreduje. No, zdaj pa moram jaz nekaj povedati, ne. No, pa daj. Vsak rak zahteva multidisciplinarno obravnavo, ne. Tako da tukaj ni izjema velik, majhen, ne. Rak je bolezen, ki je ne smemo podcenjevati, ne. In v tem je v bistvu zgodba, ne. Treba ga je čim prej odkriti, potem ga je treba resno obravnavati v ustanovah v Sloveniji, kjer se rak glave in vratu, pa bom zdaj malo razširil, ne, v bistvu obravnava, to je Onkološki inštitut v Ljubljani, Orala klinika v Ljubljani, Orala klinika v Mariboru in Maksilofacialna klinika v Ljubljani, ne. Tukaj se povsod v bistvu rak ustne votline, tudi sicer širše rak glave in vratu obravnava. Tukaj gre za odkrivanje, ne. Mi hočemo čim prej odkriti in zato, da se potem iz primarnega, sekundarnega nivoja ti pacienti predstavijo na terciarni nivoj, kjer se pa potem odločamo o zdravljenju. Jasno, vse to, kar dr. Pavlović govori, mali rak, enostavno zdravljenje, malo stroškov tudi za zdravstveni sistem, ne, velik rak, veliko problemov, veliko stroškov tudi za zdravstveni sistem. Ja, s tem sem pa strinjam. Ja, pa še nekaj lahko dodamo, mi smo govorili o teh časovnicah mogoče, ne. Zdaj, od tega, da iz neke premaligne spremembe, ki se začne spreminjati, rata evidentni rak, trajajo leta. Ko pa enkrat nastane rakava sprememba, pa ta zadeva stalno raste. Večja kot je, hitreje raste. Se pravi, če ga hočemo dobiti v mali, začetni, omejeni obliki, je prav, da se redno pregledujejo bolnike, ki imajo takšne znane spremembe v ustih in to se pač upravlja že normalno v primarnem in pa tudi na sekundarnem nivoju. Delno pa tudi seveda na terciarnem. Ampak zdaj v tej situaciji je to vse nekako zamrlo, se vse te zadeve ustavlja in delajo se tiste nujne stvari oziroma stvari, ki prinašajo točke, vsa preventiva je pa nekako ustavljena. In pač želja v tem je, da jih odkrijemo hitro, je pa dejstvo to, da ko je enkrat sprememba v ustih, se recimo, če rečemo, 6 do 8 tednih nekaj bistveno ne bo spremenilo. In to je tisti čas, ko ljudje v enem trenutku, ko pridejo, pa so imeli spremembo v ustih že mogoče 1 leto, potem pa dobijo diagnozo, pa na vsak način hočejo biti zdravljeni v naslednjih dneh. Zdravljeni bodo, tako kot je premier Didanović rekel, ko bodo predstavljali celotnemu multidisciplinarnemu timu, ko se bo naredila odločitev o zdravljenju in to je predvidoma v roku 4 tednov po diagnozi. Najlepša hvala. Še vprašanja? Tudi na chat, zdaj nekih vprašanj, ki bi bila zastavljena, ni. To pomeni, da v bistvu bi, če so še kakšne sklepne misli strani naših govorcev, potem počasi zaključili današnjo novinarsko konferenco in vas zaprosili, pozvali, da res te informacije prenesete naprej do prebivalcev, ker je to res zelo pomembno. Tako da mogoče še zadnji krog. Še mi kdo kaj za zaključek, potem pa se poslovimo. Sam, če lahko jaz, v bistvu prevzemamo tukaj na nek način vlogo tistih, ki bi radi promovirali
zgodno pregledovanje ustne votline oziroma pač nekako ljudje opozorili na to, da je rak ustne votline lahko problem. Izhajali smo iz tega, da nekje ti raki se skrivajo in da jih pač bodo prišli. Zato smo organizirali v bistvu te preventivne preglede. Ampak seveda, zdaj te normalne poti pa morajo še vedno obstajati. Tako da zdaj tisti, ki pač iz takega ali drugačnega razloga ne morejo, ne želijo, ali kakorkoli ne pridejo na preglede, ki jih pač ponujamo, so še vedno, če imajo težave oziroma spremembe na sluznici, dobrodošli jaz ne morem govoriti v imenu primarnega zdravstva, ampak mislim, da pač morajo iti na pregled k vsem zdravnikom, ki na primarnem nivoju. Ali so to zobozdravniki, ali so to zdravniki splošne medicine, ali kakorkoli. Tako da jaz mislim, da v bistvu tole alarmiranje oziroma to, da poskušamo dvigniti zavest o prisotnosti raka ustne votline v populaciji, velja za vse, Se pravi, samo ne samo za tiste, ki so se javili, da bojo sodelovali v tej akciji, ampak pač bi mogli pogledati paciente s spremembami na sluznici ustne votline, v bistvu vsi zdravniki, vsi zobozdravniki, katerim pridejo to. Tako da ta pot, ki je v bistvu standard, še vedno ostaja. To je samo pač še dodatno ozaveščanje, bi jaz temu rekel. Ja, seveda, še jaz bi tukaj dodal, da sicer imamo 4 točke, ampak v Sloveniji, kjer prideš v 2 urah pa pol iz enega konca na drugega, ali greš navzgor, ali greš levo, desno, se mi zdi, da to ne bi smel biti problem. Približno ocenjujemo nekako na slovenskem nivoju, glede na številke, ki jih je primarij na začetku povedal, da nam manjka nekje 30 bolnikov nediagnosticiranih v celotni Sloveniji. Zdaj, a bomo teh 30 bolnikov odkrili, a bomo odkrili 2, 3, kolikorkoli jih bomo, bo dobro. Če pa jih bomo pa sami videli, ko bomo šele nazaj analizirali cel projekt. Kar se pa tega vprašanja od STA tiče, pa mislim, da je dr. Pavlović pravi naslov, da tole odgovori. Hvala. Ja, še dr. Pavlović, vprašanje STA pa je, kakšna je vrednost projekta, lahko o kakšnem okvirni vrednosti projekta, kaj tudi poveste, kak je dogovor z ZZZS? Torej, ZZZS bo financiralo preglede po posameznem pregledu. Tako da v tem trenutku zelo težko govorim, koliko bo teh ljudi, ki bo prišlo se pregledovati. Vsekakor bi pa rad zaključil z mislijo, da vsak ima v kopalnici ogledalo in vsak ima luč. In dajte si, ko si umivate zobe, še odgrniti lice, pogledati v usta, dvigniti jezik. In če opazite karkoli, se potem na tej tabeli lahko naročite na pregled. Se pravi, karkoli v smislu, kar smo videli na slikah, se pravi, kar v ustih obstaja že dalj časa, pa dejansko ni nekih, se pravi, se ne zaceli, se pravi, da sluznica ni takšna, kot bi morala biti. Najlepša hvala. S tem bomo današnjo novinarsko konferenco zaključili. Jaz bi se najlepše zahvalila vsem 3 sogovorcem, da so si lahko vzeli danes čas. Najlepša hvala, ker vem, da so urniki zelo, zelo natrpani. Vsi so nekje sredi svojih obveznosti dnevnih na klinikah in v ambulantah. Za vse novinarje, ki ste bili z nami, pa vas prosim, ukolikor želite, da vam tabelo pošljemo, pošljite svoj mail na pr@zzs-mcs.si. Imamo tudi fotografije, tako da z dovoljenjem dr. Dovšaka, če bo podal to soglasje, verjetno, da ga bo, lahko tudi kakšno fotografijo potem vam tudi še pošljemo, v primeru, da jo potem lahko dodate v svoje objave. Tako, vsem novinarjem tudi najlepša hvala za vaš čas, pazite na svoje zdravje, pazite na svojo ustno votlino in hvala, ker boste v projektu obveščali Slovenke in Slovence oziroma prebivalce Slovenije. Lep pozdrav. Hvala vam.
Hvala. 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 Adijo. Adijo.